Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo, kaj se je danes dogajalo v slovenski Istri in širše. Piranska občina letos načrtuje celovito obnovo zunanjosti obrambnega stolpa na rtu Madona. Prenova, ki se bo predvidoma začela spomladi in zaključila do novembra, bo potekala v okviru širšega projekta v sodelovanju z Italijo. Po nedavni prenovi zunanjosti nekdanjega svetilničarjevega stanovanja bo kmalu obnovljena tudi kamnita rondela, ki bo zasijala v novi podobi. Stolpu bodo med obnovo odstranili cementne fuge, ki zaradi vremenskih vplivov povzročajo lomljenje peščenjaka ter jih nadomestili z ustreznejšimi materiali. Prav tako bodo pregledali in sanirali morebitno zamakanje ter rekonstruirali poškodovane dele obodnega zidu. Za restavratorsko-konservatorska dela je namenjenih približno 72.000 evrov od skupne vrednosti projekta. Občina Piran bo del stroškov pokrila sama, del pa bo sofinancirala dežela Veneto, ki v okviru celotnega projekta prispeva skoraj 39.000 evrov. Projekt je del širše pobude za obnovo obrambnih struktur v Beneški laguni, vključno s Forte Sant'Andreo, ki je vpisan na UNESCOV seznam svetovne dediščine. Potrebna finančna sredstva so namenjena ohranjanju kulture, arhitekturne zgodovinske dediščine Beneške republike na območju Istre, Dalmacije in širšega Sredozemlja. Projekt je namenjen osvetlitvi pomena obrambnih struktur iz tega obdobja, ki so danes nepogrešljiv del arhitekturne dediščine Pirana in pomembno prispevajo k njegovi prepoznavni krajinski podobi. Piran je namreč edino mesto na slovenski obali, ki je ohranilo značilno podobo obzidanega srednjeveškega mesta. Podobne metode obnove se trenutno izvajajo tudi na zvoniku Svetega Jurija v Piranu. Vsa dela bodo potekala pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, izvajali pa jih bodo strokovno usposobljeni izvajalci. Na občini poudarjajo, da je obnova nujna za zaščito objektov pred škodljivimi vremenskimi vplivi, hkrati pa želijo v sodelovanju s Pomorskim muzejem Sergeja Mašera Piran na tem območju razvijati muzejske in kulturne vsebine, ki bodo predstavljale zgodovino mesta. V ta namen že pripravljajo projektno dokumentacijo za vzpostavitev muzejske poti, ki bo omogočila prijavo na evropske razvojne razpise. Čeprav v letošnjem letu drugih stavb v Piranu ne nameravajo obnavljati, si na občini želijo, da bi piranski svetilnik postal osrednja točka za razvoj razpršenega muzeja. Piran, ki bi vključeval tudi druge pomembne zgodovinske objekte in strukture. Koprski župan Aleš Bržan je prejšnji teden podpisal naročilo za nove dvojezične označevalne table z zgodovinskimi imeni ulic in trgov. Lani je pri postavljanju tabel prišlo do problema, saj je Inšpektorat za kulturo in medije ugotovil, da ne ustrezajo zakonu o javni rabi slovenščine, saj je 33 tabel vsebovalo le italijanske oziroma beneške toponime. Zaradi tega je bila odrejena njihova odstranitev, a se je občina namesto tega odločila za simbolični protest in table obrnila. Na pročelih stavb v starem mestnem jedru bodo tako ponovno vidne table z zgodovinskimi poimenovanji ulic in trgov, pri čemer bo posodobljena njihova grafična podoba. Nad novo obliko se ni pritožil noben od izključenih udeležnikov, zato zapletov ne pričakujejo. Nameščene naj bi bile v nekaj tednih. V ponedeljek je koprska mestna občina organizirala srečanje z mediji pred začetkom temeljite prenove nekdanjega skladišča soli Libertasa, v katerem bosta dva pokrita prireditvena prostora. V objekt bodo umeščeni velika in mala dvorana, 700 oziroma 200 stojišči, galerijski prostor, večnamenska avla, kulturno vozlišče mesta, zunanja prireditvena prostora in tudi kavarna. Objekt bo lahko gostil vse, od prireditev, koncertov, filmskih projekcij, gledaliških predstav in sodobnih intermedijskih predstav, pa vse do razstav, predavanj, okroglih miz in modnih revij. Sama ideja njene vsebine je bila, smo želi občine se ustvarjati nek prostor podoben Kino Šiški v Ljubljani, to je bil prvi pitch. In skladno s tem smo poskušali umestiti ta program, ta objekt. Tako da predvideno sta dve dvorani, ena večja koncertna in ena manjša za preditve, za to, da lahko društva nastopajo in da imajo tukaj manjše teme.
Prav tako je objekt za nekaj te v glavni vhodni avli je predviden lokal, ki bo dejansko tudi center dogajanja in samouprava, ki bo ta objekt vodil. Za začetek gradbenih del je potrebno zgolj še obvestilo o podpori za sofinanciranje, katerega naj bi dobili čez nekaj tednov. O samih stroških in financiranju ter tudi o trajanju del je spregovoril župan Mestne občine Koper Aleš Bržan. Kot rečeno, finančna konstrukcija je približno 6 milijonov, tega polovica država, polovica občina oziroma država in Evropska unija. Leto in pol, torej nekje do konca poletja naslednjega leta naj bi se projekt zaključil. In na koncu bomo imeli en lep posodobljen objekt z 2 dvoranama, en za približno 700 obiskovalcev, en za približno tretjino in nekaj prostorov za druženje, društva in vse tisto, kar nek kulturni dom ali stičišče kulture tudi potrebuje. Skratka, Koper bo dobil en objekt, ki mu manjka že desetletje. Z ureditvijo Libertasa bodo prostor za druženje in zabavo dobili zlasti mladi, ki so bili v tem pogledu v zadnjem obdobju kar malce na stranskem tiru. Na koprski občini so v ta namen še dodali, da verjamejo, da bo nova možnost prirejanja raznovrstnih zabavnih in kulturnih prireditev zelo hitro privabila organizatorje dogodkov in pomembno prispevala k oživitvi starega mestnega jedra Kopra tudi v nočnem času. Luka Koper je leta 2024 sklenila zelo uspešno, saj so bili njeni čisti prihodki od prodaje 6% višji od leta prej, znašali so 330,1 milijona evrov, kar je tudi 2% več od načrtovanega. Prihodkov je bilo več predvsem iz naslova ladijskega pretovora, obsega storitev polnjenja in praznjenja kontejnerjev ter drugih storitev, nekaj manj prihodkov pa je bilo iz naslova skladiščnin. V omenjenem podjetju so dobro obvladovali stroške poslovanja, ki so bili v primerjavi z letom poprej 4% višji. Povečali so se namreč stroški dela in amortizacije, medtem ko so se zmanjšali stroški materiala, storitev ter drugih odhodkov. Na kontejnerskem terminalu so dosegli 6% rast in postavili nov absolutni rekord. Z novim rekordom pa se lahko pohvalijo tudi na potniškem terminalu, kjer so zabeležili prihod več kot 125 tisoč potnikov. Rast je bila zaznana tudi na generalnih in tekočih tovorih, medtem ko je bil pretovor sipkih in razsutih tovorov malce nižji. Nižji je bil tudi pretovor avtomobilov, kljub temu pa je bil v novembru zabeležen njegov mesečni rekord, saj so pretovorili več kot 90 tisoč vozil. V lanskem letu so v Luki začeli z novimi pomembnimi naložbami, kot so gradnja priveznega mesta za projektni tovor in pretovor vozil ter tudi 14 tisoč kvadratnih metrov velikega skladišča, ki bo prvo avtomatizirano skladišče za jeklene proizvode. Medtem že potekata gradnja novih skladiščnih površin za vozila ter gradnja severnega dela prvega pomola. V načrtu je še gradnja novega objekta potniškega terminala ter razširitev garažne hiše in drugih površin za avtomobile. Prostovoljno gasilsko društvo Dekani je v soboto prejelo 2 novi vozili, ki bosta izboljšali operativne zmožnosti pri intervencijah na območju Mestne občine Koper in širše. Ključa je gasilcem v imenu občine predala podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič. Dekanski gasilci so zdaj opremljeni z novimi gasilskim vozilom za prevoz moštva in gasilskim vozilom za gašenje gozdnih požarov. Prvo vozilo, vredno 67 tisoč evrov, je Mestna občina Koper podprla s prispevkom v višini 40 tisoč evrov, medtem ko je celotno vrednost drugega vozila, približno 92 tisoč evrov, financirala občina. Poleg tega bo v kratkem društvu zagotovljen tudi modul opreme za poplave v vrednosti 8 tisoč evrov. Skupno bo občina tako za izboljšanje delovnih pogojev društvu namenila 140 tisoč evrov. PGD Dekani, ki letos obeležuje že 113 let delovanja, danes šteje 150 članov, od tega je 32 operativnih gasilcev. V sredo je Jadralna zveza Slovenije podelila priznanja za najboljše jadralce leta 2024 ter se poklonila posameznikom, ki so pustili pečat v slovenskem jadranju. Začeli so z nagradami za jadralski razred Optimist, podelili priznanja za vrhunske dosežke ter razglasili najboljše jadralce med mladinci. Posebna priznanja so namenili tudi jadralnim klubom in društvom.
Jadralec leta je postal kajtar Toni Vodišek, ki je na olimpijskih igrah 2024 v Parizu osvojil srebrno medaljo. Zaslužek po trdem delu definitivno mi je prišel do srca in je lepa stvar, tako da naslednji cilji so jasni, treba je trdo delati in garati, da dosežemo še kaj za ne le zase, ampak za Slovenijo, za našo zvezo in to je to, no, pač lep občutek. Jadralna zveza vsako leto podeli veliko jadro za življenjsko delo v jadranju. Ob okrogli obletnici jadralnega kluba Burja in 20 let po prvi olimpijski medalji, ki je pristala v vitrini tega kluba, je prejemnik velikega jadra za življenjsko delo v jadranju 2024 postal Stanislav Žbogar. Da sem vesel, da sem uspel kot jadralec, za tisto obdobje zelo dobro, da sem uspel kot trener, dokazati, da sem pripeljal Vasilja in še marsikatere druge tudi do olimpijskih medalj. Dokaz, da sem uspel tudi v izgradnji tega fantastičnega kluba, in to s prostovoljnim delom, brez nekih velikih sredstev. Vesel sem, da smo organizirali prvo svetovno prvenstvo v Sloveniji. In še en kup drugih, jasno pa najbolj sem pa srečen, da sem uspel pripeljati te medalje v Izolo. Za prihodnost slovenskega jadranja je Žbogar poudaril, da je strategija zelo slaba. Rešitev vidi v finančni in materialni podpori, ki bi jo jadralnim klubom z ustreznimi pogoji nudila Jadralna zveza Slovenije. S tem bi ustvarjali konkurenco in posledično vrhunske športnike. Koper International School je mednarodna osnovna in srednja šola, ki se v naslednjem šolskem letu odpira v največjem slovenskem obalnem mestu. Gre za izobraževalno ustanovo, ki sprejme učence stare med 4 in 19 let. Ponuja pa kakovostno izobraževanje po britanskem učnem programu in ne zahteva predhodnega znanja angleščine. Na šoli sledijo britanskemu kurikulumu, kjer spodbujajo ustvarjalnost, razvoj kritičnega mišljenja in praktičnih veščin. Pouk omogoča individualiziran pristop, saj je ena izmed prednosti šole to, da je v razredu največ 16 otrok in se učitelji lahko bolje posvetijo svojim učencem. Učne ure potekajo v angleškem jeziku, pri čemer učenci postopoma razvijajo jezikovne spretnosti, poleg tega pa pridobivajo splošne znanje, pomembno za globalno okolje. Na omenjeni šoli za konec poročajo, da je vpis v vse razrede za prihodnje šolsko leto že odprt. Več informacij pa lahko najdete na njihovi spletni strani. Najem prostora na Sveti Katarini je od 1. februarja znova dražji. Razlog za višjo uporabnino so predvsem višji stroški obratovanja ter čiščenja. Občina Ankaran je tako spremenila pogoje za najem družabnega prostora, ki je v zadnjih 2 letih postal zelo priljubljeno prizorišče, raznoraznih praznovanj ter tudi kulturnih in športnih prireditev. Cena za posamezni dogodek je zdaj iz 150 evrov poskočila na 200 evrov, medtem ko je za dogodke trajajoče do 22 ure poskočila iz 75 na 100 evrov. Omenjeni družabni prostor je neprofitnega značaja, uporabljajo pa ga lahko organi občine Ankaran in samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, javni zavodi in društva, ki delujejo na območju občine, ter občani sami. Vloga za uporabo prostora je potrebno oddati največ 60 dni in najmanj 3 dni pred dogodkom, in sicer prek elektronske pošte oziroma osebno v občinski sprejemni pisarni. Če se te dni odpravljate na Nanos, bodite pozorni, da ne padete na nos. Poglejmo zakaj. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. V soboto 22. februarja bo ob 11:30 v Lutkarnici v Kopru na sporedu lutkovna predstava za otroke Zgodbe na gumbe. To pripravlja Lutkovno gledališče Zapik.
Na sobotni večer pa bo ob 19:30 v gledališču Tartini v Piranu v sklopu cikla Skoraj profi teater pričela gledališka predstava z naslovom Milost v imenu ljudstva. Ob 20. uri v gledališču Koper sledi uprizoritev gledališke komedije Da sem ptica. V tej nastopata Tarik Filipović in Darja Lorenci Flac. Na isti večer pa se bo ob 21. uri v Figaro baru v Kopru pričel koncert lokalnega pop-rockerja Jureta Lesarja, ki ga bo pospremila zasedba Krila ptice. Ljubitelji elektronske glasbe pa se bodo lahko ob 22. uri odpravili v Canava House v Izoli, kjer bodo lahko uživali ob house in techno ritmih DJ-jev Alessia in Aleksa Cvetkova. V torek 25. februarja pa bo ob 18. uri v Centru mladih Koper potekalo mavrično druženje LGBTQ+ skupnosti. Ob isti uri pa se bo v gledališču Koper pričel pogovor s pisateljico Ano Svetel o njeni zbirki Steklene stene. Na sredin popoldan pa bo ob 17. uri v Mladinskem centru Markovec City v Kopru sledila delavnica podcasta s Katjo Stojnič, kjer bodo udeleženci spoznavali produkcijski proces podcastov. Zvečer ob 20. pa bo Center mladih Koper gostil 56. edicijo stand-up večerov Bunga. Tokrat se bodo predstavili Jurij Kaluža, Luka Pogačnik, Matevž Baloh, Ajda Peternel, večer pa bo povezoval Alen Mastnak. Na četrtkov popoldan pa se bo v Srednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru odvil dogodek za najmlajše. Potekala bo pravljična ura z Valerijo Kraševec, ki bo predstavila slikanico Skrivnosti kristalnega potoka. Pričetek dogodka ob 17. uri. Na petkov popoldan s pričetkom ob 17:30 pa se bo v Gračišču odvil kulturni dogodek z naslovom Melodija šavrinske duše. Prepletali se bodo glasba, poezije in pripovedovanje zgodb, dogodek bo posvečen šavrinkam, izjemnim ženskam istrske dediščine. Na petkov večer pa se v koprskem jedru obeta koncert v sklopu 15. istrske povorke. Ta se bo pričel ob 20. uri na Ukmarjevem trgu, nastopili pa bosta zasedbi Tekila in Zemljotres. V Centru mladih Koper se bo ob istem času pričel karaoke večer, ki se bo odvil v sklopu cikla dogodkov Ozimnica. Prav tako ob 20. uri pa bo Kulturni dom Izola gostil gledališko komedijo Prebrisane male laži. To je z naše strani vse, napovednik dogodkov si lahko preberete tudi v najnovejši izdaji časopisa Megafon. Hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.